Živijo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Moje ime je Marička, sem osebna trenerka. Danes bomo napravili trening za naše trebušne mišice. Vse, kar si morate zagotoviti, je le malček več prostora za nemoteno izvajanje vaj ter seveda podlago. Sledite navodilom, ki bodo podane poleg vaj, kajti želimo si dobre ponovitve, kvaliteto pred kvantiteto. Trening bo potekal intervalno in sicer vsako vajo bomo izvajali po 45 sekund, na kar bo sledila 15-sekundna pauza, ki ti bo omogočala, da se lahko pripravi za naslednjo vajo. Vsega skupaj pa ti bo vzelo 10 minut. Preden pa, da se pomaknemo na trening, ne pozabiti napraviti ogrevanje, podariti video like in če si nov in če se še zmeraj nisi naročil na moj kanal, naredi to zdaj. Sedaj pa nič več čakati, gremo telovati. Preden se lotimo tega treninga, bom že na samem začetku ponovno izpostavila ključno dejstvo in to je tehnika pravilnega dihanja. Ko imamo dihanje skladno z gibanjem, napravimo trening bolj efektiven in seveda pravilen. Pa se kar pripravimo za prvo vajo Single Arm and Leg Jackknife. Začnite tako, da ležite na hrbet, roke položite za glavo, noge pa iztegnete naprej in to je naš začetni položaj. Najprej dvignite desno nogo pod kot 90 stopinj oziroma na bok, hkrati pa za levo roko sezete proti desni nogi, takrat tudi izdihnete. Pri tem pa počasi od tal dvignete glavo, lopatice in trup. Desna rama mora ostati v stiku s podlago. Nato počasi spustite nogo in roko, da se vrnete v začetni položaj in enako ponovite še za nasprotno stranjo. Delajte počasi in kontrolirano, nikar ne hitite, saj s tem ogrožate pravilno izvedbo. Sledi 15-sekundna pauza, potem pa kar nadaljujemo z vajo Commando oziroma znan kot Commando Push-Up. Gre za sestavljeno vajo, ki gradi na moči ramen, prsi, rok in seveda trebušnih mišic. Začnite v položaju visokega plenka. Roke postavite v razkorak neposredno pod ramena. Predlagam, da za boljše ravnotežje postavite noge v širši razkorak. Najprej spustite eno roko na podlag, ki v nadaljevanju takoj sledi še druga. Telo tako postavimo v nizek plenk. Z izdihom obrnemo potek gibanja in se ponovno dvignemo v visoki plenk. Najprej z eno roko in nato še z drugo. Nadaljujemo izmenično in držimo enakomeren ritem gibanja, ki je skladen z dihanjem. Poskrbite, da bo vaše jedro aktivno, medenica mora ostati čim bolj mirna, s čim manj pozibavanja. Temu tudi razlog širokega razkoraka, ki nudi boljše ravnotežje in mirnost telesa. Pazite, da medenica tudi ne pobegne previsoko ali prenizko, saj s tem razbremenimo trebušni del in trpi hrbtenico. Med pauzo se pripravimo kar za našo tretjo vajo, ki je kombinacija dveh, dvig iztegnjenih nog ter dvig medenice. Ležemo na hrbet, stisnemo hrbet trdo ob tla, iztegnemo obe dve nogi naravnost naprej, roke položimo pod medenico za boljšo oporo in to je naš začetni položaj. Z izdihom iztegnjene noge počasi dvignemo navzgor, dokler z boki ne tvorimo kota 90 stopinj. Nakar sledi še potisk nog proti stropu oziroma dvig medenice. Nikar ne uporabljajte zagona, ampak naj delo opravijo trebušne mišice. Nato vdihnemo in noge počasi spustimo v začetni položaj, vendar se ne dotaknemo tal. Pozorni smo, da hrbtenica pri spustu nog ne tvori loka, to preprečimo tako, da hrbtenico stisnemo na podlago in držimo napete trebušne mišice. Pri izvedbi ohranjamo konstantno napetost trebušnih mišic, nikar ne uporabljajte zagona, naj delo opravijo trebušne mišice. Sledi 15-sekundna pauza, po pauzi pa nadaljujemo s klasiko in to je plank. Začnite tako, da podlakti zapestje do komolca trdno položite na podlago in zagotovite, da so komolci neposredno pod rameni. Iztegnite obe dve noge za seboj in dvignite boke, vendar ne previsoko ali prenizko. Stisnite trebuh in poskrbite, da bo hrbtenica ostala v nevtralnem položaju. Tvoriti morate ravno linijo od ramen do stopal. V tem položaju zadržite določen čas in seveda globoko dihajte. Vaja, ki gradi na moči, stabilnosti in prožnosti celega telesa. S to vajo boste izboljšali držo in okrepili mišice, ki podpirajo hrbtenico. Pomagala vam bo razviti splošno moč in vzdržljivost. Sledi pauza,
Po pavzi pa nadaljujemo z vajo trebušnjak s pokrčenimi nogami. Ležite na hrbet, roke iztegnite za glavo, noge pokrčite in postavite pravokotno nad medenico. Hrbet trdno stisnite ob tla. Noge med gibanjem ne bomo premikali, ampak bodo ostale ves čas na istem mestu. Z izdihom roke podnesite naprej in se dotaknite stopal. Pri tem pa od podlage dvignite le zgornji del hrbtenice, le lopatice in stisnite trebušne mišice. Nato vdihnite in počasi spustite roke za glavo in se vrnite v začetni položaj. Poskrbite, da res stisnete trebušne mišice k tlom, ko sežete z rokami do stopal. Za nami je že polovica treninga, še vedno ostajamo v ležečem položaju, pred nami je vaja kolesar. Roke položimo za glavo, noge pokrčimo in dvignemo neposredno nad medenico. Hrbet stisnemo trdno ob tla in pazimo, da med izvedbo se ne ustvari lok. In to je naš začetni položaj. Komolce ponesemo križno naprej, vse do dotika nasprotnega kolena, medtem ko drugo iztegnemo naprej. Takrat tudi izdihnemo in stisnemo trebušne mišice. Nato odvijamo trup in enako ponovimo še z drugo stranjo. Od tal dvignemo samo zgornji del hrbtenice, preostali del pa držimo trdno na tleh. Komolci naj bodo široko razprti, vrat pa naj bo sproščen. Glave seveda ne potiskamo z rokami naprej. Ta vaja bo namreč pomagala pri izboljšanju moči trebušnih mišic, stabilnosti in fleksibilnosti. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano, nedvomno bo ključno raztezanje in krčenje stranskih trebušnih mišic. Sedaj sledi 15-sekundna pavza. Po pavzi pa je na vrsti variacija plenka, pri kateri bomo izmenično iztegovali roke naprej. Postavimo se v visok plenk, dlani postavimo neposredno pod ramena in noge v širši razkorak za boljše ravnotežje. Najprej iztegnemo roko naprej pred sebe in jo vrnemo na podlago in enako ponovimo še z drugo roko. Izdih sledi v fazi, ko roko iztegnemo naprej. Pomembno je, da pri plenku vzdržujemo ravno linijo od ramen do stopal, zravnano hrbtenico in napete trebušne mišice. Nikar ne pustite, da vam medenica pobegne previsoko ali prenizko. Pazite, da ne obračate medenice, telo mora ostati ves čas mirno, temu tudi razlog širokega razkoraka. Za nekoliko zahtevnejšo različico lahko vajo izvajate na komolcih. In pauza. Stresite roke, po pauzi pa kar sedemo na tla in se pripravimo za vajo Russian Twist. S trupom se rahlo nagnite nazaj, zravnajte hrbtenico in stisnite trebušne mišice. Od tal dvignite pokrčene noge, roke pa držite pred prsnim košom in to je naš začetni položaj. Sklenjene roke ponesite na eno stran telesa, vse dokler ne začutite raztezanja stranskih trebušnih mišic. Nato se vrnite v začetni položaj ter enako ponovite še na drugo stran. Pri obratu dobro stisnite trebušne mišice in izdihnite, vendar pazite, da ne usločite hrbtenice. Vajo izvajajte počasi in kontrolirano in bodite pozorni na krčenje in raztezanje stranskih trebušnih mišic. Vaja s poudarkom na poševne stranske trebušne mišice, ki vključuje tudi spodnji del hrbta in fleksorje kolka. Če je vaja prezahtevna z dvignjenimi nogami, jih položite na tla. Med pauzo se lahko ponovno pripravimo za variacijo plenka, pri katerem bomo z dlanjo segali proti nasprotnemu stopalu. Postavimo se v visoki plenk, obe roki postavimo na tla v širini ramen in noge prav tako. Stisnite trebušne mišice in ohranjajte nevtralno drž hrbtenice. Ko dvignete boke, stisnite trebušne mišice in z roko sezite k nasprotnemu stopalu, kolikor je le to mogoče. Pazite, da potisnete zadnjico proti stropu in ne usločite hrbtenice. Nato spustite boke in položite roke nazaj na tla in se vrnete v začetni položaj plenka, pri tem pa ne pozabite zadržati napetosti v trebušnem delu in zravnane hrbtenice. Enako gibanje nato ponovite še z nasprotno roko. Nadaljujte izmenično in vzdržujte ta vzorec gibanja, pri tem pa poskrbite, da ne ogrozite drže, ki je skladno z dihanjem. Še malo in pauza.
Pred nami je še zadnja vaja našega treninga in to je kakun trebušnjak. Ponovno ležemo na hrbet, roke iztegnemo za glavo, noge pa iztegnemo naravnost naprej in to je naš začetni položaj. V prsnem košu ponesemo pokrčena kolena in jih hkrati z rokami zaokrožimo naprej ter od tal dvignemo le zgornji del hrbta in objamemo kolena. V tej fazi tudi že izdihnemo in iztisnemo trebušne mišice. Z vdihom vrnemo roke nazaj za glavo in noge iztegnemo naprej in jih ne odlagamo na tla. In ponavljamo ta vzorec gibanja, ki je skladen z dihanjem. Kakun trebušnjak je odlična vaja za celotne trebušne mišice, prav tako daje dobro raztezanje na spodnjem delu hrbta. S to vajo boste izboljšali prožnost, mobilnost in stabilnost v bokih. Pazite, da nog ne odlagate na tla ter držite napeto jedro. Pri vaji se osredotočite na krčenje in raztezanje premih trebušnih mišic, tako da jih povlečete proti prsnemu košu. In konec. Po treningu pa ne pozabite napraviti raztezanja in poskrbite, da v telo vnesete zadostno količino beljakovin. To je to, upam, da ste uživali pri izvedbi treninga, seveda lahko se skupaj ponovite še enkrat, če so vam všeč takšne oblike treninga in če bi si jih v bodoče želeli videti še več, pa mi dajte pisati spodaj v komentarje. Prijem pa, da se poslovimo, ne pozabite deliti videa dalje, ga napraviti skupaj z vašo prijateljico, mu podariti like, se naročiti na moj kanal in pritisniti zvonček, da ne zamudite bodočih vsebin in presenečenj. In če vedno si želimo doseči 1000 naročnikov, tako da hitro subscribe, naročite na kanal in se vidimo prihodnji teden. Čau!